Smo na trgu Evrope, na eni izmed investicij, ki so na novo olepšale naše mesto. Nov urejen trg Evrope je pravzaprav tisto vezivno tkivo med obema mestoma, ki hkrati predstavlja tudi eno izmed ključnih prizorišč prireditev v okviru Evropske prestolnice kulture. Potem je tu še novo železniško območje, ki pravzaprav daje en nov urbanistični zagon sami Novi Gorici in hkrati obe mesti približuje. Torej, pravzaprav pomensko naslavlja tisto, kar želimo z našim Go Borderless projektom izvesti. Tu v neposredni bližini se bo po kratkem zgodila še Super osmica, torej enogastronomska ponudba, ki bo spet ljudem, ki nas bodo obiskali, turistom, obiskovalcem, pa tudi domačinom prikazala enogastronomsko ponudbo iz tega območja in nedaleč stran eden izmed ključnih projektov Evropske prestolnice kulture, torej tako imenovani EPIC, Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja. Torej smo prav v epicentru vsega dogajanja, vseh investicij, ki so se zgodile ne naključno, točno na meji med Novo Gorico in Gorico, saj na ta način tudi simbolno želimo še dodatno povezati obe mesti. Še ena pomembna investicija se je zgodila v Novi Gorici. Slovensko narodno gledališče je dobilo nov zunanji auditorij, torej še eno prizorišče za dogodke v okviru Evropske prestolnice kulture, ker pa gledamo naprej. Ta zeleni pas, kot ga imenujemo, to vezivno tkivo, načrtujemo tudi za naprej. Načrtujemo obnovo Laščakove vile v Rafutskem parku in načrtujemo nadaljevanje te poteze vse do Solkana, do Mostovne in do novega načrtovanega centra zelenih tehnologij. Torej, točno na meji nastaja neka novo, brezmejno območje, posvečeno predvsem kulturi, posvečeno združevanju, srečevanju, posvečeno povezovanju obeh mest. Poleg teh poglavitnih investicij dodajamo še tiste malenkosti, ki pa bodo prav gotovo pozitivno vplivali na podobo Nove Gorice kot urejenega mesta. Urejamo vstopne točke na mesto z napisi o Evropski prestolnici kulture, urejamo krožišča, jih olepšujemo, da nas bodo gostje res občutili in se pri nas dobro počutili. Torej vidite, da imamo marsikaj pokazati, zato jaz vse 8. februarja prav toplo in prisrčno vabim v Novo Gorico. Smo tik pred odprtjem, ko bomo v enem dnevu pokazali našo zgodbo, kako sta dve mesti v dveh državah skupaj ustvarjali pod enim nazivom Evropske prestolnice kulture. Po 8 letih zahtevnega dela je končno napočil trenutek, ko lahko predstavimo našo brezmejno zgodbo. To je zgodba o zaupanju, ki se začne takrat, ko je slovensko mesto Nova Gorica čez mejo podalo roko in v skupno kandidaturo povabilo mesto Gorica v Italiji in skupaj sta se podali na novo, še nevideno zgodbo. To je danes zaradi tega že zgodba o uspehu, saj vemo, da je mesti razdvajala različna težavna zgodovina in tudi danes še različne interpretacije, pa vendarle sta mesti pogumno zakorakali naprej skupno boljšo prihodnost. V tem procesu se je pa razvila tudi neka nova brezmejna oziroma borderless identiteta, zaradi tega pa lahko že govorimo o evropski zgodbi o uspehu. V programu Evropske prestolnice kulture bo pravzaprav našel vsakdo nekaj zase, saj imamo na eni strani množične dogodke, Ustavimo mesto, na drugi strani pa umetniško dovršene dogodke. Med množičnimi dogodki bi izpostavila veliko otvoritev na kulturni praznik, drugi bo pohod za Evropo od 1. do 9. maja, Okusi brez meja konec septembra, ki so posvečeni kulinariki v povezavi s kulturo in pa seveda velika razsvetljena zaključna slovesnost od 1. do 5. decembra, ko bomo svetu pokazali, na katerih nivojih sta se mesti pravzaprav združili in na katerih sta morda ostali avtentični. 8. februar bo zelo poln dan, od jutra do večera. Jaz bom probala iti čim bolj hitro čez program, zaradi tega, ker seveda ga imate zdaj že povsod, ampak verjetno vas najbolj zanima, kar smo vam obljubili, da danes povemo prvič, in to je nastopajoči
v obeh, se pravi, slavnostnih dogodkih. Eden je ob 4 na Trgu Evrope, kot veste, drugi pa ob 18 na Trgu Edvarda Kardelja, ki bo najbolj množičen in najbolj spektakularen. Začne se že zjutraj ob 10 na Goriški postaji, kjer bo godba napihala, seveda vse je združeno, vsi so italijansko, slovenski, vse povsod, čezmejni in širše, pridejo skupine, društva in tako naprej. Zjutraj pa bo začela ta budnica čez celotno mesto, skoraj po Korzu, do trgovskim domom, kjer bo čakal združeni orkester obeh policij, se pravi italijanske in slovenske, kar bo tudi prvič se zgodilo. Ta dan bodo potem odkorakali, seveda z glasbo, do travnika, Piazza della Vittoria, in tam jih bosta pričakala oba župana, seveda z načelom z gospodom Ziberno, ki bo gostitelj, ki bo pozdravil svoje meščane in vse goste. Tam bo tudi kulturni program, ki se bo začel in tako naprej. Tam bo tudi čas za kosilo še, potem pa ob enih 15 začne čezmejna parada. V čezmejni paradi je na vsaki strani skoraj oziroma čez 700 nastopajočih. Tukaj smo, se pravi skupaj skoraj 1500, tukaj smo povabili vse lokalna društva, zbore, šole, vse mažoretke, klovne in tako naprej. Tako da res upamo tudi za tole, da bo lepo vreme, da se bo to dalo lepo izpeljati, ker bo res veliko ljudi, ki bo začelo svojo pot na travniku, kot rečeno, in potem ob okrog 14 bodo na meji pri Carinarnici, torej na Rjavčevi ulici, kjer bo kratka točka, en zastanek, tak, da prečkamo mejo, potem pa po Rjavčevi pridemo do stopnišča od Eda centra, kjer bodo spet neke točke, potem pa ta parada pride na Bevkov trg, kjer zopet čakata ta dva gospoda, ampak tokrat bo pa gospod Turel gostitelj, seveda, ki bo spregovoril svojim meščanom in povabil seveda na še vse aktivnosti, ki jih čakajo ta dan. Ob 16, ob 4, se pravi popoldan, je slavnostna otvoritev na trgu obnovljenem, kot veste, ki pa žal seveda tudi, kot veste, je prostorsko vseeno premajhen za vse, ki bi tja želeli priti, tako da ga bomo ta dogodek prenašali in tako na Bevkovem trgu, kjer bodo tudi stojnice s hrano in pijačo, kot na travniku, na Trgu Evrope bodo slavnostni gostje, kot veste, najbrž oba predsednika obeh držav in še tako številni, da bi zdaj zgubila 5 minut, če bi jih naštevala. Jakušti. Skratka, ko se to zaključi, se vse tudi slavnostni gostje preselijo na to prizorišče, ki pa bo, to moramo poudariti, odprto že od 4 dalje. Od 4 do 6. In tukaj res prosim, da to poudarjate. Namreč pričakujemo vsaj 10 000 ljudi, če bo lepo vreme, tudi več. V centru, na travniku bo tudi prizorišče, ampak seveda bodo prostori za občinstvo in občinstvo bo obkroženo z glasbo, z dogajanjem, z videi, laserji in tako naprej. Skratka, na Trgu Evrope moram pa prav vzeti spisek, da koga ne pozabim, ker to vas najbrž tudi najbolj zanima. Začeli bomo z uvodnim slavnostnim govorom dr. Roberta Goloba, predsednika Vlade Republike Slovenije, seveda. No, potem se začne pa umetniški program, spektakel, ki ga bo začel Boštjan Gombač, multi-instrumentalist z neandertalčevo piščaljo. To je najstarejši instrument na svetu, kot kaže, in spremljali ga bodo tudi godba Napihala iz Cerknega, kjer je bil ta instrument najden, in pa godba iz Idrije, ki je najstarejša godba v Evropi in s tem tudi na svetu. Godba Napihala ima 360 let prav v letošnjem letu. Idrija je seveda tudi mesto UNESCO. Po Boštjanu Gombaču malo predstavitev, kje smo, kaj je Gorica, obe Gorici, rojstvo obeh Goric, reka Soča kot povezovalni element, seveda, to je naša reka z 2 imenoma, Soča in Zonco. Potem pa se zgodijo točke, ki na nek način najavljajo naš program.
In zaradi tega smo tudi prosili umetnike, ki bodo v naslednjem letu sodelovali, seveda ne vse, ampak tiste, ki smo jih lahko vključili v ta spektakelski del, da predstavijo na nek način, kaj bomo lahko videli v naslednjem letu. Skratka, poleg mene, kot veste, ki sem scenaristka in režiserka, imamo Marka Juratovca kot scenografa, imamo Duo Silence, Boris Benko in Primož Hladnik, imamo Simona Perčiča, ki je prispeval svoj del za Na Dunaju živeč domačin, v bistvu dirigent in skladatelj, ki nam je napisal Koračnice, Mateja Benedetti, ki je svetovno znana modna oblikovalka na področju trajnostne mode in ima znotraj programa EPK tudi svoj projekt. Bo naredila vse kostume oziroma uporablja tiste, ki so že, zato ker je to trajnostna moda, nekateri so narejeni prav za nas. Potem Dan Baruca, mojster vizuali in mappingov, Matjaž Mrak, režiser in kamerman, ki je posnel videe, Andrej Hadinjak Bajec, Matjaž kot lučna mojstra, Marko Turel kot izjemen oblikovalec zvoka. Tukaj lahko še pripomnim, da bomo prvič poskusili oziroma kar naredili, no, zdaj že vemo, da bomo, v bistvu nek sistem zvočni, ki bo kot en surround sistem, če lahko tako rečem, ki bo spremljal to dogajanje tudi zvočno, tako da se bo slišalo, v bistvu, če se nekaj dogaja tam, se bo res slišalo tam, ne pa kot ponavadi pač iz enega sklopa zvočnikov, ki so nameščeni nekje. Mi imamo zdaj totalen surround sistem in načeloma se vse dogaja na vseh, tako, ne 360, ampak 180 stopinj in več pa tudi. Potem imamo nastopajoče, ki so igralci Lara Fortuna, Martin Mlakar, Francesco Borchi, Gaja Višnjar, člani mladega odra Amo, dijaki umetniške gimnazije, Cosimo Morelli, Italijan, ki živi v Berlinu, fenomenalen performer in ilustrator, Dunkin Devils, svetovno znana, res svetovno znana akrobatska skupina, ki jo komaj ujamemo, ker so po vsem svetu, pa spet kultni Duo Silence, ki je prispeval poleg Patrika Grebla, ki je bil svetovalec za glasbo, tudi dirigent, aranžer in tako naprej, večino glasbe pač ali podlage glasbenih. Potem bosta nastopila Aleksandar Gadžijo in Giuseppe Guerrera. Aleksandra vsi poznate, Giuseppe Guerrera pa samo nekateri najbrž. Potem imamo MN Dance Company seveda, ki bo zelo, zelo številčna v tej točki. Zraven bodo še plesalci Branka Potočana. Potem sodeluje Brida, umetniški kolektiv, tudi vsi poznate. Brina Knaus seveda, kot ste že slišali najbrž, mednarodno uveljavljena slovenska DJ-ka, smo jo tudi komaj ujeli. Bor Zuljan, rokovska zvezda in domačin, gotovo poznate, skupina Murphy na koncu in pevec skupine Laibach, Milan Fras, ki bo sicer žal samo na posnetku tokrat, zaradi tega, ker imajo koncert Laibachi v Ljubljani, ampak v bistvu je tudi pesem napisana tako, da je pevec Fras Milan skupine Laibach na videu. In za konec operni solisti Raven, Laura Uloa, Gregor Ravnik, Federico Lope, operni zbor Borderless Opera Choir, čezmejni seveda pod vodstvom zborovodje Elije Makrija in simfonični orkester RTV Slovenija bodo nastopajoči na tem spektakelskem delu. To je šele začetek, potem pa sledi pravzaprav celo leto, več kot 1000 različnih dogodkov na obeh straneh meje. Jaz sem prepričan, da se bo za vsak okus nekaj našlo, tako da res, če pa kdo ne bi 8. utegnil priti v Novi Gorici, pa ne pride kadarkoli čez leto, jaz zagotavljam, da mu ne bo žal.